Treba se je vprašati, da bi raje živeli v 19. ali v 20. stoletju. V 19. stoletju je namreč imel svobodo kapital. Razmišljanje ekonomsko je bilo takrat tako, po delovni teoriji vrednosti. Človek recimo dovolj zasluži v 5 urah za svojo lastno eksistenco, potem pa vsaka ura dodatna, ki jo dela za delodajalca, jo dela za profit. In ker delavci niso bili organizirani, niti jih ni ščitila država, so urniki bili dolgi po 10, 12, 14 ur na dan, delali se je tudi 6-7 dni v tednu, delali so otroci in tako naprej. To se je končalo koncem stoletja, ko so se temu uprli v delavskem gibanju. In 20. stoletje je postavilo drugačno prioriteto. V prvi plan je postavilo človeka. Torej, v 20. stoletju smo dobili formulo 8+8+8, kar pomeni 8 ur delaš, pripada ti 8 ur prostega časa in 8 ur počitka. Ob tem seveda prost vikend. No zdaj, v 21. stoletju pa drsimo nazaj. Drsimo nazaj tja, da so urniki vse daljši, da se dela pogosto čez vikend, da se dela pogosto nadure, da se dela pogosto popoldan, da se delo prekarizira, da se dela v nekaterih panogah tudi v nedeljah. In ta kriza je priložnost, da razmislimo, v katero smer želimo iti. Mi sami v Levici smo tukaj zelo jasni. Seveda si želimo živeti v 20. stoletju, ki je dalo prednost človeku, in želimo, da gre v to smer tudi 21. stoletje in to, da bomo danes, verjamem, izglasovali prvi korak k ukinitvi nedeljskega dela, bo dober signal v to smer. Druga stvar, zaradi katere je to pomembno za našo prihodnost, pa je, da smo kot družba preveč podlegli kultu dela in potrošnje, se pravi, delamo samo še zato, da živimo in trošimo, kar ni škodljivo samo za nas, ampak tudi za naravo. V Sloveniji smo letos že 26. aprila prekoračili obnovitvene zmožnosti planeta in ko dobimo nedeljo kot prost dan tudi v trgovinah, se pravi tudi brez potrošnje, bo to dober štart za to, da začnemo razmišljati o bolj vzdržnem načinu življenja, ki nam bo omogočilo, da na tem planetu tudi preživimo.